Lepo pozdravljeni v oddaji Za babe. Postmodernistična feministka Donna Haraway se v svojem manifestu zavzema proti esencialistični teoriji o univerzalni transhistorični konstituciji spolne identitete. Po njenem mnenju takšne teorije izključijo vse ženske, ki se ne vklapljajo vanje in jih loči od pravih žensk ali pa jih predstavlja kot manj vredne. Kot pravi Haraway, ne obstaja kategorija ženskosti, ki bi ženske povezovala v enotno kategorijo, niti ne obstaja stanje biti ženska, temveč gre za zelo kompleksno kategorijo, konstruirano v znanstvenih diskurzih in drugih socialnih praksah. Metafora kiborga, ki jo Haraway uporablja v manifestu, ravno poudarja, da tisto, kar imamo za naravno, na primer človeško telo, to ni, pač pa gre za konstruirane ideje o njem. To ima še posebno velik pomen za feminizme, saj se ženske pogosto reducira na njihova telesa. V Zagrebu je med 8. in 13. februarjem potekal 5. filmski festival z področja človekovih pravic. Filmi so obravnavali ideološke diskurze in reprezentacije marginaliziranih, potlačenih, neizrečenih in nevidnih perspektiv. V spremnem delu festivala so bili predstavljeni filmi režiserk, ustvarjalk ženske pisave, ki so si prizadevale predstaviti žensko kot subjekt v terminih drugosti in različnosti, ne pa ženskega lika kot objekta, na katerem temelji filmski spektakel. Filmska teoretičarka in režiserka, ena od pionirk eksperimentalnega filma, Maja Deren, v svojem eseju Anagram idej o umetnosti, formi in filmu zapiše, da se filmsko podajanje odvija na dveh nivojih, horizontalnem, ki ga sestavljajo naracija, liki in akcije, in vertikalnem, ki ga označujejo določeno razpoloženje, ton in ritem. Agnes Varda, pripadnica leve struje francoskega novega vala, svoj način dela imenuje cinécriture, filmska pisava, ki jo pojmuje v najširšem smislu, v izboru montažnega stila, komentarju pripovedovalca, v izbiri kraja, letnega časa in svetlobe. Varda v vseh svojih filmih problematizira družbeni, filozofski in politični položaj ženske. Britanka Sally Potter, gledališka in filmska režiserka, plesavka, skladateljica in scenaristka, v svojem filmskem opusu raziskuje možnosti najdbe estetske in človeške bližine, ki bi bila nad kategorijami spola, kulture in politike. Tudi v liku Orlanda je poskušala rekonstruirati takšno občutenje bivanja, ki ni povezano s časom, spolom ali okoliščinami. Avstrijska umetnica Vali Export se ukvarja z video instalacijami, body performanceom, filmom, računalniško animacijo in fotografijo. V filmu iz leta 1977 Nevidni nasprotniki sopostavlja dolge kadre in hitro montažo, zasebne in javne prostore, kadre v črno-beli tehniki in v barvah, neznosne zvoke, ki jih spaja iz neobičajnih snemalnih kotov. Znana madžarska režiserka Marta Mežaroš v svojih filmih odprto problematizira teme, ki se nanašajo na spol, družbo, politiko in identiteto. Pogosto odstopa od klasične naracije, zaključki njenih filmov so odprti. V filmu Dnevnik mojim otrokom, za katerega je leta 1984 dobila nagrado žirije v Cannesu, na zanimiv način prikazuje madžarsko politično, kulturno in družbeno situacijo v poznih 40 letih prejšnjega stoletja. Češka avantgardna režiserka Vera Šitilova deluje pod vplivom francoskega novega vala, italijanskega neorealizma in filmske tehnike cinema verité. V filmu Marjetice iz leta 1966 režiserka odstrani večino običajnih filmskih norm, kot so jasna linearna naracija, jasen vizualni stil in liki, ki omogočajo identifikacijo, da bi se gledalec čim manj emocionalno vpletal in bi se soočil s temeljno idejo v filmu. Po mnenju Vere Šitilove, ljudje ne morejo postati človeška bitja, dokler ne bodo odkrili zadovoljstva v razmišljanju. Samo tisti, ki razmišljajo, lahko postanejo popolne osebe. Anja Salomonovic režira video instalacije in filme na meji med fikcijo in dokumentarcem. V filmu iz leta 2006 Zgodilo se je ravnokar govori o ženskah žrtvah trgovine z belim blagom, ki so izpostavljene vsem oblikam nasilja, a jih zakon ne ščiti,
temveč inkriminira. Pretresljive zgodbe pripovedujejo osebe, ki so bile s temi ženskami v indirektnem stiku: natakar, prodajalka, diplomantka, taksist in carinik. V filmu Sanje Iveković, spominjanje žensk na življenje v socializmu iz leta 2002, 5 žensk različnega statusa, različnih političnih prepričanj in svetovnih nazorov, ki pripadajo različnim etnijam in veram, pripoveduje o svojih naporih, uspehih, porazih in veselju, ki so jih doživele v socialistični Jugoslaviji. Okostje filma tvori preklop ženskih identitetnih pozicij s ključnimi ločnicami socialističnega obdobja. Tako vidimo emancipacijske vrednote nekega časa. Vse dni festivala je potekala retrospektiva del nemške videoumetnice Hito Steyerl, ki v svojih dokumentarnih filmskih esejih raziskuje fenomene globalizacije, migracij, rasizma in nacionalizma v srednjeevropskem kulturno-političnem prostoru. Filmi Hito Steyerl so samo pogojno dokumentarci, saj postavlja pod vprašaj sam status resnice v dokumentarcu. Ukvarja se z vprašanjem reprezentabilnosti resnice v dokumentarnem filmskem žanru oziroma prikazuje arbitrarnost in potencial za ponarejanje dokumentarne resnice. Režiserke se v svojih delih oddaljijo od klasične naracije, ki gradi na identifikaciji, linearni naraciji in reprezentaciji, in ene bolj, druge manj vstopijo v modernistično formalno purifikacijo ali izključitev reprezentacijske vsebine. Materialističen film zahteva nadaljnjo formalizacijo samega imaginarnega in simbolnega materiala tega sveta, torej takšnega, ki nam ne omogoča čiste klasične estetske izkušnje, pa tudi ne avantgardistične antiestetske, da bi v tem danem materialu lokalizirali strukturno zev. Gre za formalizacijo samega diskurza v terminih ponavljanj, ritma in prekinitev. Potrebno je torej opustiti prepričanje, da je realno onkraj reprezentacije. To je bila oddaja za babe. Poglejte si kakšen babji film. Se vidimo naslednjič.